Lepo pozdravljeni. Prav kmalu, pravzaprav to soboto, se ima v Ankaranu že 15. zgoditi odličen glasbeni dogodek z imenom Ankaranska bandima. Prav tam na plaži na Študentu že 15 let odmevajo rockerske melodije in to povsem brezplačno. Z mano je Sebastian Jerman iz organizacijskega odbora Ankaranske bandime, s katerim bova več spregovorila tako o letošnji ediciji, kot tudi o preteklih 15 letih. Lepo pozdravljen. Lepo pozdravljeni in hvala lepa za povabilo. Torej, 15 let Ankaranske bandime je že kar lepa številka, ampak slišim, da pa menda tisti prvi začetki pravzaprav segajo kakšnih 20 let, od teh 15 let še bolj nazaj. Tako. Kot je tudi meni bilo povedano, po ustnem izročilu, celoten koncept Ankaranske bandime je bil zasnovan na koncertih, kateri so bili na isti plaži, na študentski plaži nekje v drugi polovici 80-ih let. To so bili koncerti skritih talentov, tako so jih poimenovali. In bili so pa nek del takratne ankaranske scene. Ali scena v Ankaranu danes še vedno obstaja? Kaj se dogaja s slavnim bunkerjem? Tako bom rekel, ljudje še živimo, in bom rekel, da nismo na valu amplitude, ki raste, ampak zdaj smo bolj nekje v tistem drugem delu, ko pač val malo upada. Tako da že nekaj časa nismo naredili nič novega. Zadnji takšen dogodek je bila lanska Ankaranska bandima. V tem bunkerju pa bendi trenutno vadimo. Ali je tudi vaš bend kdaj nastopil na Ankaranski bandimi? Ja, mi smo tudi nastopili na Ankaranski bandimi, ampak na samem začetku zato, ker nismo dobili drugih bendov. Prve dve Ankaranski bandimi smo imeli izredne probleme dobiti bende in jih pripeljati na lokacijo, namreč zato, ker vsak je nas vprašal, koliko bo pa kaj plačilo, in mi takrat si nismo mogli privoščiti, da bi lahko niti potnih stroškov plačali. Tako da potem nekako po vezah in poznanstvih, ko smo mi pripeljali te bende, ko smo 2 leti dali skozi, je segel glas v 9. vas, bomo rekli, od Ankaranske bandime smo predstavili medijsko malo bolj prepoznavni, zanimivi. In na tej underground sceni, ko je to med sabo vse povezano, so tisti bendi, ki so pri nas nastopili, bili referenca in so klicali druge bende naprej in povedali zgodbo, da je to malo drugače kot ostali festivali in da se splača mi priti igrati, ker namreč na Ankaranski bandimi ni vstopnine, kjer bi mi lahko s tem pokrivali neke bende, ampak to je zato, ker to je bila ta filozofija, katero smo podedovali še od tistih koncertov skritih talentov. Skritih ali mladih? Mislim, da so bili skriti talenti. To so bili mladi skriti talenti, realno gledano, ampak mislim, da je bila to, da so bili koncerti skritih talentov. In tako je tudi naš bend prve dve bandimi nastopal. Pod imenom? Pod imenom Svinjske tačke. In tretji nastop je pa bil pred 2 leti, kjer smo v tem post-covidnem obdobju zaradi lažje organizacije, ker nismo vedeli, kaj bo, kaj ne bo, smo pripeljali pa bende iz Ankaranskega zaklonišča, 2 zaklonišč. Ankaran ima 2 zaklonišči, spodnjo in zgornjo. Smo jih pripeljali in smo rekli, letos bo pa Ankaranska bandima, bila dobesedno Ankaranska bandima z ankaranskimi bendi. Tudi sicer vsako leto nastopi eden od bendov iz okolice, kar ne? Ja, osnova, tako, kako smo si mi potem zasnovali to Ankaransko bandimo, smo rekli tako, v redu. V Ankaranu imamo nekaj bendov in upamo, da bo bilo vsako leto več, in če igraš v enem izmed teh zaklonišč, je v bistvu zelo lepo, da otvoriš festival.
In tako nekako, bom rekel, smo dali tem bendom možnost, da so odtvorili festival, ampak je bilo tako, mi smo rekli, v redu, vi pridete zdaj v vadnico, vi dobiste našo vadnico, si bomo šerili to vadnico, glede plačevanja ne rabite skrbeti nič, ampak imate cilj pričeti delati avtorsko glasbo in nastopiti na Ankaranski bandimi. To je bilo, bom rekli, ta naša želja, da bi se nekdo potrudil, da bi začel delati avtorsko glasbo in jo predstavil na Ankaranski bandimi. Je torej avtorska glasba eden od pogojev za nastop na Ankaranski bandimi? Je, drži. Moram reči še eno stvar, da obstajajo tudi zelo dobre priredbe, nekatere se tudi šteje recimo kot nek avtorski del, bom rekel. Ne. Tu so bili bendi, kateri so imeli tudi, ne vem, dobro priredbo. Kaj to misliš, na primer, recimo, ne vem, bom rekel, Odane popedan, vsaka roža je materna? Tako, ali pa recimo, ne vem, Loben je imel dobro priredbo od Personal Jesusa, ne vem, recimo se vemo, da je tudi Personal Jesus vemo od koga je komad, pa ga je Marilyn Manson naredil za svojo noto, pa ga je še kdo marsi preoblikoval na svoj način. Tako da, če ti daš svojo, bomo rekli, neko avtorstvo v to, da ti narediš priredbo, ne pa cover, ne, je to sprejemljivo. Ampak ne pa, da tvoj repertoar temelji na tem. No. Ostajate pa tudi nekako v vodah kitarskih melodij. Tako bom rekel, ja in ne. Imeli smo, zasledujemo tudi nekako to drugo sceno, tudi recimo eden izmed nekitarskih bendov oziroma izvajalcev je bil Blaž Gracar, ne, in tako naprej. Ampak bom rekel, celotna ta, tudi nekaj repa je bilo, ne, ampak celotna ta zgodba, iz katere izviramo mi, bomo rekli, iz tega punka, rock and rolla in tako naprej, ta glasba temelji nekje na kitarski zgodbi. Ne. In posledično tudi bazen teh bendov, za jih dobiti na tak dogodek, je večji in predobiš bende ustrezno. Kaj pa recimo ankaranski bendi, ki otvarjajo, je še dovolj bendov, da je vsako leto drug bend? Letos ga nimamo. Ampak bi rad izpostavil recimo bend, s katerim se menimo že 4 leta, pa še vedno ni igral na Ankaranski bandimi, ampak to je zgolj to naključje, zakaj ne bi so recimo dober ankaranski bend, recimo Meduzalem, ampak je naključje, da jim ne uspemo se zložiti, da pridejo igrati na Ankaransko bandimo. So pa že igrali, bom rekel, na Študentu v takšnih in drugačnih oblikah koncertov, kot smo jih prirejali. No. Tako da oni so še na vrsti, nimamo pa novega podmladka avtorskega benda, ki bi tam prišel, bomo rekli, s tako muziko, ki jo nekako mi zasledujemo, da bi to napolnil ene pore avtorskega repertoarja. No. Kdo bo torej letos otvarjal koncerte? Letos je tako, letos imamo enega fanta, ki je bil član večjih bendov v Spodnjem Zaklonišču in je potem ga je služba peljala v tujino, je zaključil z delovanjem v ankaranskem Spodnjem Zaklonišču in je vsa ta leta, ko je delal v tujini, je ustvarjal avtorsko glasbo in je tega kar nekaj sproduciral, tako da lahko rečemo, da je z eno nogo prihaja iz zaklonišča iz Ankarana, drugače je pa iz Milskega hriba doma, kar lahko štejemo, to Milskega polotoka, Ankaranskega torej, polotoka. To še šteje pod Ankaran? Še nekako to šteje, tako da on bo letos to otvoril, je pa sproduciral dosti stvari, bom rekel, ker sama produkcija, sam si dela videospote, piše besedila in ustvarja glasbo. No, tako da bo pa izvedel svojo glasbo v akustični obliki. Ne. Kar bo tudi zanimivo, glede na to, ko preposlušaš njegovo glasbo, se vprašaš, kako bo to bilo slišati v akustični obliki. Ne. Tako da se šteje še v to, bomo rekli, ankaransko odpiranje, ankaranske bandime.
Po kakšnem ključu pa potem izberete tiste slovenske bende iz, praktično cele Slovenije prihajajo? Ja, še eno stvar bi predtem rad povedal, da mi smo si nekako v začetku zasnovali ankaransko bandimo, ker živimo na tem območju, kjer mejimo na Italijo, ker mejimo na Hrvaško, da bi vsako leto imeli en bend iz Italije, en bend iz Hrvaške in potem napolnimo še iz lokalne scene, da imamo še nekoga, bomo rekli, obalno-kraški, če lahko rečem, oziroma iz obale in potem še iz Slovenije. No. Tako da letos imamo italijanski bend, dogovarjali smo se s hrvaškim bendom, ampak je stvar padla pred kratkim v vodo, zato ker so zdaj še en dan podaljšali na festivalu v Šibeniku, so podaljšali dopust. Tako da so prosili, če bi lahko se drugo leto potem slišali. Mislim, nekako smo ciljali na njih in pred enim mestom so to pač se malo storniralo. Tako da letos nimamo hrvaškega benda, drugače pa je ta zgodba vedno bila Italija, Hrvaška, lokalno nekoga in potem iz Slovenije. Iz Slovenije smo pripeljali bende tako v samem začetku, da smo vedno malo, že mi iz našega delovanja te underground scene, smo nekoga poznali, pa smo tako, glede na to, če nam bila muzika všeč, smo jih vprašali, kaj bi vi prišli igrati na ta dogodek. In tako da, se bom rekel, ta naš organizacijski odbor je malo širši, pa potem se malo pogovorimo, kdo kaj bi, kaj ne bi. Ne. Smo pa v samem začetku, ker noben ni želel priti igrati za stonj, smo mi do vsakega benda se odpeljali. Pa na začetku smo imeli sestanek, smo približno sedeli v mali večjem številu, kot sedimo mi dva tukaj, smo jim povedali, ja, bomo prišli igrati, samo jaz bi še nekaj povedal. Ne, pridemo igrati, ni problema, detalje sem rekli, ne vem, velik detalj bi pač rad omenil. Kaj pa je to? Ja, ne moramo vas plačati. Ne, čak, kako mislite, da normalno plačati? Nimamo. Kako nimate? Nimamo. In potem se je v bistvu to pogajanje, ko me s temi bendi začelo. Ne? In moram povedati, da smo pri tem bili uspešni. To je bil v bistvu največji uspeh, da smo spoznali skozi glasbo dobre ljudi, ki so prišli kot bendi. Bend je bil takrat aktivist kot mi, ki smo delali to brezplačno. Je nas poslušal, je prišel dol in je odigral to takrat še brezplačno, ko nismo imeli možnosti to financirati. In to se še danes obrestuje, zato ker te ljudje pretežno, veliko število teh ljudi hodi k nam na dopustovanje, bom rekel. No, pa saj priredite jim tudi pravi majhen dopust že takrat, vožnja z ladjo, naprimer, se potem zgodi ta isti dan, dobro jih nahranite. Ja. Ali še vedno velja sicer tudi za otroke, da dobijo hrano in pijačo zastonj? To je vedno bilo. To je vedno bilo. Se pravim, zdaj se ta organizacija malo spremenila po covidu, ampak načeloma to še vedno vse drži. Ne. Zdaj, mogoče imamo malo manj otrok, ker so vsi te naši že odrasli, pa jim mogoče to toliko ni več zanimivo. Ne. Palačinke. Ja, to še vedno obstaja. To še vedno obstaja. Ja. Dekleta so zelo pridna in to pečejo in pripravijo te palačinke. In otroci z ženami pomagajo pri palačinkah in še pri kakšni zadevi. No. Ko si že menil COVID, leta 2020 ste imeli prav posebno edicijo. Na kakšen način je pravzaprav potekala ta Radio COVID Edition? Tako da smo se zbrali v zaklonišču. Prišli so fantje iz Radio Nor in so posneli, bomo rekli, neko special oddajo z pregledom zgodovine. In kaj je bilo, bomo rekli, so bili highlighti in tako naprej. No. Mislim, kako se mi spomnimo od samega začetka pa do tega leta. Tako da tudi nam je to eno leto, bomo rekli, pasalo, ker smo tudi mi vsi to ponovili med sabo. Potem pa 2021 je prišlo do nekaj sprememb. Šotor recimo zdaj ne obstaja več? Drži. Mogli smo se malo prilagoditi zahtevam
katere so bile takrat dane za javne prireditve, kjer je na določenem številu kvadratnih metrov lahko bilo samo pač toliko ljudi. Če bi mi postavili šotor, v bistvu bi lahko v tem šotoru bilo, ne vem, 50 ljudi. In zato smo rekli, da šotore ne bomo postavili, ker s tem omejimo tudi pogled od bolj daleč, bom rekel, z neke lokacije, da lahko gledajo poslušajo ta koncert. In smo to naredili na pomolu brez šotora. In tukaj je nastal nek nov čar, ko narediš prireditev pod zvezdnatim nebom, je to nek drugi čar. No. In niti odra nismo imeli, tako da so bili bendi 1-1 za publiko. Vem, da je to malo težje, da tisti od zadaj vidijo, ampak se pa naredi lepša gneča na okolje. No. Nimate pa problemov s kakšno gentrifikacijo, se kakšni starejši Ankarančani pritožujejo potem zaradi večje glasnosti mogoče? Jaz bom tako povedal, s tem, ko nismo imeli šotora, smo tudi glasnost nekako znižali, ker to je pač eno z drugim. Koncert je postal malo bolj divi, iz mojega vidika gledano, ne? Ker le ko ti bend postaviš na eno višino odra, je to malo drugače, zvočniki so višje in vse skupaj, glasnost je drugačna. So pa celotna oprema je vedno usmerjena v smer Italije, tako da mi v vseh teh letih ankaranske bandime nismo imeli pritožb, prireditev je javno prijavljena. Tako da obisk, bomo rekli, nekoga, da se je prišel pritoževati, nismo imeli tudi strani policije, da bi rekli, da so nas prišli upozoriti. Ker je pač prireditev prijavljena tako, kot mora biti. No. In so upravljene pač vse meritve in vse zadeve. Ker danes je tako drugače prireditev, se ne da delati. No. Ker sicer bi vam pa težili za vseh teh 150 papirjev, ki jih morate izpolniti verjetno za koncert? Ja, to je, mislim, vsaka čast vsem organizatorjem v Sloveniji, ki se na tedenski, mesečni bazi ukvarjajo s to papirologijo. No. Naj spomnim, leta 2012 si za Primorske novice rekel, sicer v Ankaranu se nič ne dogaja, v Kopru je vsaj MKC. Kaj praviš leta 2024 na sceno, na obali? Zdaj bom tako povedal. Malo sem zadnje leta izven scene, bom rekel dejansko, da bi vedel za vsak dogodek, kateri se dogaja. Razcvet Kopra zame na področju scene, ko je MKC njihovo delovanje pod tistim režimom takrat se ustavilo, je bilo Inde. To je bila ta Inde, bomo rekli, ta zaskvotan, kakorkoli že, prostor in ta njihova organizacija in kar se tam dogajalo, to je v teh zadnjih letih bil zame tako največji highlight na obali, kar se je zgodil, kako so se ljudje povezali, kakšna skupnost je nastala in tako naprej. Kaj je danes, točno ne vem, da bi rekel. Vem, da v prostorih bivšega MKC-ja se še vedno dogajajo koncerti, imamo tukaj Libertas, ki se dogajajo koncerti. Rad bi pohvalil še fanta v Izoli, ki se že desetletja trudi delati te koncerte in je imel borbe z oblastjo zaradi hrupa, Govoriš o hangarju? Tako je Matic, super, dečko, svakam v čast. Drugo, bom rekel, pa ni več toliko, koliko je bilo tega, bom rekel, dokler smo še mi bili res tudi aktivni tako močno kot band in kot organizatorji vseh teh dogodkov. No.
Ja, se pravzaprav Ankaranska bandima zlahka konkurira tako večjim koncertom v Kopru čez poletje, kot tudi auditoriju. Pripeljali ste Disciplino Kičme, pripeljali ste Gazor Pazor, pripeljali ste Repetitor, ne nazadnje. Kako ste pa te, da ne rečem, velike bende prepričali? Je bilo to mogoče kaj težje? Jaz bom rekel, zdaj je to tako, malo je to sreča, malo je sreča, ko bom rekel, ko se ti zvezde zložijo, vztrajnost. Ne vem, jaz si štejem to kot plus, da oni določeni v teh bendov še danes hodijo nazaj. In zdaj, kako smo takrat prišli do njih, seveda, prvo je nek mail, telefonski klic, da nekoga dobiš, da se z nekom usedeš. Ne, dobro, Disciplino Kičme, nismo šli v Srbijo se pač vse skojo pa pogovarjati, ampak to so potem že toliko letne reference, ko ljudje vidijo, kaj delaš, da vidijo, da to pač neka resna stvar, no. In potem pridejo, no. Potem pridejo. Samo potem, bom rekel tako, v času, ko smo delali Disciplino Kičme, smo imeli to srečo, da smo že lahko šli na razpis. Takrat je že občina obstajala, občina Ankaran, da smo šli na razpis in da smo lahko dobili sredstva, da smo sploh si plačali tak bend, ne. In od takrat, mislim, v času, ko je prišla občina, ko smo se mi prijavljali na razpise, takrat smo vse izvajalce začeli normalno pač plačevati, ker takrat se zato smo delali to, da lahko bomo nek dan omogočili tudi drugim plačilo. Sebi še ne? Ne, mi še vedno to ponašam, rekel, no. Mi to še vedno ponašam. Saj ta dogodek ne bi mogel obstajati, bi rekel naš Marino, če ne bi otrokom iz Šparovčka kaj denarja si sposodili. Sicer kaj pa recimo spremljevalni program? Še vedno košarkarski turnir recimo obstaja? Po covidu smo vse te zadeve pač nažalost opustili, zato ker takrat smo se mi toliko ukvarjali s to organizacijo zaradi tega covida, ker takrat ti košarke nisi smel igrati tam. Normalno, ti nisi smel priti na koncert, si mogel imeti razdaljo 4 metre, kako bo z nekom košarko igral in vse ostale aktivnosti izvajal, ker pač niso bile dovoljene, ne. Razen da bi tam potem še mi izvajali vse te, mislim, ne vem kakšni so bili pogoji, sem že pozabil, ampak ta košarka je bilo malo teže tam izvesti. In je tako, da zdaj smo se v teh 4 letih tako pač malo ulenili in nismo to ponovno obudili in štartali, no. Ampak kako pa je recimo vseeno, bilo je kar nekaj zabavnih iger, recimo med dirko plovil sem na lastne oči videla človeka v kopalniški banji, ki je tudi poskušal konkurirati pendalinotom in podobno. Ja. Imeli smo tekmovanje suspektnih plovil, recimo vsak si je lahko zložil svoje plovilo, ne. Zdaj, v redu, če si imel peršinga, si lahko prišel s peršingom, ampak tam itak si nimaš kje parkirati, zato so se ljudje v bistvu pripeljali kadičke, eni so prišli s pedalinoti, eni z surfi, eni s kakšnim kosom stiroporja, bom rekel, tako da, pa potem smo imeli tudi jahanje bokobranov, recimo, pa... Kdo je tukaj zmagal, recimo? Tisti, kateri dlje je ostal na tem svojem bokobranu. Zato, ker če imajo tisti v Teksasu tega jahanja bika, ne, ker je to pač tisto, ne, smo mi najdli pač jahanje bokobranov, ne. Tako da, tašne zadeve smo imeli, ne. Kako ste se pa spomnili recimo meta Malvazije? Ta met Malvazije, ne vem kako je nastal, ampak saj pravim, ta naš organizacijski odbor, ko smo mi sedeli na kupu, smo iskali, da kako bi mi tudi morda z nekimi drugačnimi vzporednimi vsebinami marketinško ta dogodek malo bolj oplemenitili, ne, da bi bili zanimivi za publiko in tako naprej, no. In potem bolj je čudno, bolj si in, ne.
če je Red Bullu uspelo narediti ta nek svoj event s temi letečimi, ne, dobro, nam ni to na Ankaranski bandimi, ker ni bil cilj za suspektnimi plovili narediti te prave regate, ampak tako so nastajale te ideje, no. Bolje čudno, bolje in boljše je, mogoče bo se to obdržalo, ne. Ja, recimo vseeno moram vprašati za ciljanje leščurjev, glede na to, da so bili že ogrožena vrsta v nekem trenutku. Zdaj moram to povedati. Šicanje leščurjev je pa bilo tako, da smo mi nabirali odmrle leščurje. Ne? Mi nismo pobirali leščurjev, to smo tudi vedno takrat dokumentirali. Ne? To je bilo pač leščurji, kateri so bili naplavljeni, ker jih naplavi. Ne? In potem smo mi to seveda postavili na eno deskico, je to lepo plavalo na vodi in ko se je ta leščur razletel, ne, ni nič drugače kot tisti, kateri se uniči na morskem dnu. Ne. To niso bili živa organska bitja, ampak to so bili že, kateri so bili naplavljeni, ker so odmrli. Tako da, toliko o tem. Zdaj, lahko za nekoga je lahko to sporno, za nekoga ne, ampak jaz ne vidim razlike, ali se ta leščur sam razbije dol, ali ga ciljaš, pa tako, no. Mislim, itak konča na morskem dnu vse skupaj, spet smo tam, no. Si kdaj zmagal? Nisem imel sreče se udeležiti niti eni športni aktivnosti, ker takrat jaz sem bil v tistem delu, kjer sem čakal bende, pa sem jih vozil do prenočišč, pa do plovila, pa iskal drugi bend in tako da sem imel neke druge aktivnosti, no. Sicer pa zdi se, kot da ste, recimo to ste zdaj opustili, se pravi letos tega tudi ni za pričakovati? Ne, letos nismo se začeli še s tem ukvarjati. Okay. Me pa vseeno zanima, če ste mogoče katere bende nekako skoraj da malo prepričali, da se spet sestavijo, da ponovno zaživijo. Nekaj takih, naprimer Jurki in basisti, bend, ki ga predtem nismo videli 15 let verjetno igrati, preden je 2012 nastopil pri vas? Ja, z Jurki in basisti, to je spet ta zgodba preko našega benda, preko Svinjskih tačk. En od članov je poznal Jurkija. Mi smo se tako odločili za snemanje tega albuma enih 10 let. In Jurki je bil eden izmed teh akterjev, kateri smo se na začetku menili, da bi z njim snemali, ker on je imel izkušnje iz tega področja in potem smo se mi to nekako družili, ampak usporedno so tudi oni začeli, če se ne motim, spet neko novo glasbo delati in za en video spot, za en komad so nas prosili, če lahko ga pridejo posnet k nam na Študenta. Samo en komad? Rtič, za en komad, ja. In to se nekako potem zložilo, nekako smo se spoznali, pol ko se obiskuješ drug drugega in tako, se pravi, ti ko si enkrat v sceni te glasbe in ko se ti družiš z istimi mišlječimi ljudmi, z istimi bendi, ko se srečuješ po špilih in tako naprej na snemanju kjerkoli, pol to nastane ena velika skupnost in potem seveda smo jih povabili, da če bi prišli na Ankaransko bandimo. Ampak potem so še enkrat igrali v Ankaranu, no. Na enem drugem dogodku, no. Pač v sklopu poletnih prireditev. Saj, kdo pa bo letos zaigral na Ankaranski bandimi? Letos bo zaigral na Ankaranski bandimi, sem rekel, prvi je ta fant, kateri nekako izhaja iz spodnjega Ankaranskega zaklonišča, iz Milskega hriba doma in se po 10-12 letih je vrnil nazaj v Slovenijo, to je Simon Šahvalter. On bo to nekako začel letošnjo zgodbo. Potem imamo obalni bend Kiks iz Izole. Oni so tudi v 2024, mislim, da so zdaj z 2 singli prišli ven pa z albumom in tako naprej. Kakšna je to zvrst? Pa bom rekel tako, raje bi jaz to njih vprašal. Ampak lahko rečem, da je dobra muzika. Imajo kitare, bobnarja. Ali je to inde. Zdaj fantje nimajo bobnarja,
Zato, ker to izvira še iz njihovih predhodnih skupin. To je tudi ekipa, ki se celo življenje ukvarja z glasbo in so imeli še kar nekaj bendov. In bobnarje nimajo, kitare pa so, no. Kitare, sinti in tako naprej. No. Tako da to so Kiks, potem so Lele, ne? Band, zdaj ne vem, če so vsi iz Ljubljane. Frontman, vem, da živi v Ljubljani, no. Ostali pa ne vem točno. Ja, tudi Damjan Manovski sicer prihaja iz Makedonije, ampak živi v Ljubljani. Tako pravim. Krškopoljec, potem Dolenjska. No, ostanem mogoče še malo pri Lele, kako bi njih opisal, recimo kakšna glasba je to, kako se razlikuje od Kiks, tudi oni imajo klaviature, ampak ali gre za podobno glasbo? Lele so meni malo podobni Trus, ne vem zakaj. Ja, so vse tam, bomo rekli, oni so nek fusion vsega, bom rekel, po svojem, no, mislim, jaz to karkoli... Post-punk mogoče. Ja, post-punk, indie, kaj danes je tega, ne, kakšne jazz stvari slišiš notri, bom rekel, zaradi klaviaturista, ne vem, ampak dobra glasba spet, ne, zame, ne. Tako da, oni so, potem je Krškopoljec, to je dolenjski band, prihajajo z Dolenjske. Fantje so, bomo rekli tako, hard rock, blues, to neka taka mešanica, spet dobra glasba, bom rekel, ne. Slovenska besedila, avtorska glasba, kar je tudi velik plus. Potem pridejo iz Italije, band TSO. Oni so, lahko rečem tako, malo grungeovsko usmerjeni, kot da bi naredil nek fusion Soundgardov, Pearl Jamov, ne vem, tako, pa neke nove malo nu metal scene notri, tako. Nove nu metal, to se malo hecno sliši. Ja, to se hecno sliši, ja, bom rekel, tako. TSO je mogoče kratica za kaj? Iskreno povedano, ne vem, mislim, da ja. Ker mi je poslal biografijo in mi je poslal predvčerajšnjem in nisem imel časa prebrati. Sem pa preposlušal, fanti imajo že 3 albume zunaj in so tukaj v tržaškem bazenu izredno aktivni. In to je spet plod tega sodelovanja s tržaškimi italijanskimi bendi, da so drugi mi svetovali ta band, ne. Ker je tako, ti dobiš nekje nekoga, ki je se eno leto povezal s tabo in potem ti on odpira vrata naprej ker te spoznal, kaj pride na festival, kaj te zanima, kaj ne, in tako da so mi oni svetovali, to je band za vas. In potem sem band kontaktiral, ga kličem za ankaransko bandimo, sem rekel, ne vem, če poznam, seveda pravi, jaz sem bil na kar nekaj ankaranskih bandimov. Tako da slušatelj pride k nam na dogodek. On je koga se še pozabil, moram pogledati zaradi vseh informacij, katere mi na plonk cegel, kateri. Gledaj, telefoni so lahko tudi uporabno sredstvo. Ja, ne da samo nas motijo. Tako, in uničujejo naše palce. Krškopoljec, Kiks, Simoš Falter in rad bi pa še poudaril, da imamo vestne spremljevalce in bomo rekel tudi, oni sooblikujejo ta vibe na študentu ob ankaranski bandimi, je pa to ekipa Freedom Fightersov, ki lahko rečemo, da so del ankaranske bandime že skoraj od samega začetka. In ta dva fanta, ta ekipa je tista, ki, bomo rekli, pred začetkom bandime, po bandimi, vmes, ko se bendi menjujejo, skrbijo za to lepo priobalno obmorsko atmosfero z njihovimi reggae ritmi. No. Tako.
Zdaj sicer ob opozorilu, da je alkohol lahko škodljiv zdravju, ampak vseeno moram vprašati, ankaransko pivo še vedno točite? Zgodba ankaranskega piva se je zaključila tudi, mislim, da par let pred covidom. Mislim, da tudi posledica tega je bilo to zapiranje lokalov v času covida in tako naprej, ker je bilo to pač res mala butična pivovarna. Nekomu pač ne uspe sfurati leta in potem se zgodba zaključi. Tako da mislim, da tukaj nekje pred tem, okoli tega se ta zgodba nekje potem zaključila, kar se tiče tega ankaranskega piva. Moram pa povedati, da ankaransko pivo Srečko Dumanič, kateri je to začel veliko zgodbo in vsakemu čas, da je on in potem so to druga ekipa prevzela in je začela delati, je to nadgradila in tako naprej, tako da v vsakem času, da smo vsa ta leta lahko pili ankaransko pivo in ne smemo pozabiti še ankaranskega vina, ker tudi družina Černe s tem njihovim krasnim ankaranskim vinom je bila vedno zelo velik podpornik, soorganizator dogodka in ko nismo imeli denarja ne za pivo, ne za vino, so oni nam tle pomagali, vsaj bomo rekli, z esencialnimi tekočinami poleg vode. Tako da zdaj si bi malo zmočil usta na pomisleku na tisto dobro pivo in tisto dobro vino. Le daj. Zanima me pa tudi še to. V sklopu sodelovanj ste sodelovali tudi z Radiem Študent, z Neodvisnim obalnim radijom, z Inde radijom, ki je obstajal. Ali s katerim recimo študentom ali z Norom še sodelujete? Jaz bom tako povedal. Rad bi se prvo zahvalil Radiu Študentu, ker je pred 15 leti nas prisluhnil in je nam toliko pomagal, da je nas oglaševal z oglaševanjem in potem, da so tudi se udeležili dogodka in tako naprej. Zato, ker mi, ko smo to zadevo štartali, bomo rekli, za nacionalne medije mi nikakor nismo bili pač zanimivi, še danes nas ni skoraj da nikjer. Kar se tiče na nacionalni ravni, po vseh 15 letih še vedno zgleda, da to ni to. In tukaj je Radio Študent razumel, kaj delamo. Spet smo prišli do njih, smo rekli, mi nimamo denarja, kako nam lahko pomagate? In so snemali džingle, so celo organizirali, takrat se organizirali določene, če se ne motim, kvize, na ta način so nas vabili v studio. Čez par let kasneje, mi smo še vedno sodelovali z Radio Študent, ampak je na Obali ekipa začela delati nov neodvisni radio. In takrat je bil projekt v povojih in se je klicala zgodba Radimo radio. In prvo leto nastanka tega Radimo radio smo v sklopu ankaranske bandime naredili prvo okroglo mizo, kako pričeti delati radio. In vem, da takrat se je Radio Študent tudi še bolj v bistvu povezal in vključil notri, tako da smo imeli lepo okroglo mizo na to temo. In projekt Radimo radio se je potem počasi preoblikoval in so dobili to končno ime današnje, katero je Neodvisni obalni radio Nor. Zdaj je tako, mi njih vedno obvestimo, kdaj je ankaranska bandima, oni to posnamejo dogodek, koncert naredijo, kakšen intervju, potem kaj predvajajo in tako naprej. Tako da mi smo vedno, poleg tega, smo vedno še iskali še nekaj. Ankaranska bandima, lahko rečem, je nek dogodek, kjer se družijo isto misleči ljudje, ampak smo poskušali vsa ta leta še dodatne vsebine pripeljati notri. Še dodatne vsebine, tako da nekaj časa nam uspevalo, potem pa malo neke zadeve razvodenijo in ne vem.
Se pravi, letos, 14. september, držimo pesti za lepo vreme. Kaj, če lepega vremena ne bo? Bomo naredili drugo leto 2 dni. Ne bo v zaklonišču ali kaj takega? Ne moremo, zato ker tak dogodek, ko se izpolne vse te papirje, bom rekel, vso dokumentacijo, ko se dogodek prijavi, je težko omenjati v danem trenutku lokacijo. Ne? In, se pravi, dobesedno so zaradi birokratskih zakonov tako ozko usmerjene, da... In javne prireditve, mislim, da v zakloniščih se skoraj ne da narediti. No. Mislim, ne izpolnjujejo pogojev v zaklonišču, da bi se lahko javne prireditve delale. V zakloniščih so lahko samo druženja ob glasbi. Kako se predvaja glasba, potem druga stvar. Držimo torej pesti, kdaj moramo biti na lokaciji, da ujamemo vse bende, torej v soboto? Za uloviti vse bende nekje po 20. uri, ampak poanta ankaranske bandime je, da se pride čez dan, da se malo skopaš, da se malo, bomo rekli, dobiš tega vajba, tega placa, da kako se potem to prelevi v tisto večerno druženje ob glasbi in poslušanju. Bo hrana torej tudi že na voljo? Bo v drugem polovicu dneva. No. To je spet zdaj v lastni režiji, bom rekel, mi to dol po dnevi kuhamo, zvečer delimo. Delite ali tudi prodajate? Hrana se ne prodaja. Sploh? Ne. Prostovoljni prispevek, če je dobrodošel, drugače. Prireditev je popolnoma nekomercialnega tipa. Sodeluje vas pa pol Ankarana pri tem? Bom rekel tako, v širši zasedbi je nas celotni zasedbi preko 20 družin, bom rekel, vsega skupaj. Potem to se malo deli v katerem obdobju kdo. Organizacijska, bomo rekli, ta celica, ki fura to na dnevni bazi pred začetkom, je pač malo manjša, ampak tisti večer tam so le skoraj vsi. No. Bom rekel, vsak pomaga, kar lahko. Super, sicer pa bandima ime ste izbrali zaradi tega, ker pomeni siceršnjo zabavo. Ko smo imeli prvi sestanek pred 15 leti, kako bi se dogodek poimenoval, smo bili, bomo rekli, pri nekomu doma, tam smo malo debatirali in en je rekel, kaj če bi bila to bandima, ker je to pač čas trgatve. In nam se to zdelo zanimivo in potem smo mi to nagradili, če že to v Ankaranu, da mi vemo, da bojo ljudje vsaj že po imenu dogodka vedeli, kam priti. Smo rekli, naj bo to ankaranska bandima. Tako da je pa to besedna igra, bandima mi dobro vendemja čas pobirane grozdja, je pa to, da ankaranski bend ima. Sliši se odlično, torej vidimo se 14. septembra. Hvala lepa. Tako, hvala tudi tebi za obisk v studiu. Hvala. Dragi gledalci, če sploh je še kaj več, lahko izveste tudi na spletni strani Ankaranske bandime oziroma še lažje na Facebooku. Vsekakor pa najlažje v živo, ko boste bende lahko videli in jim tudi prisluhnili na plaži Študent v Ankaranu 14. septembra. Upam, da se vidimo in lepo se imejte.